Dober dan, pozdravljeni vsi, dobrodošli na današnji webinar, kjer bo sodelavec Rok Zemljarič, kjer bosta sodelavca Rok Zemljarič in pa Luka Penko predstavila današnjo temo, Microsoft Azure oziroma kako preseliti, kako migrirati Microsoft Azure in prvi koraki v oblačnih storitvah. Moje ime je Mario Pintar, prihajam iz podjetja Crayon. V našo temo pa boste predstavila sodelavca, kot sem že prej omenil, Rok Zemljarič, vodja storitvene ekipe v Crayon Slovenija, in pa Luka Penko, cloud arhitekt, tudi Certified Azure Expert. Webinar se snema, lahko nam pošiljate tudi vprašanja skozi Q&A in bomo skušali tudi sproti nanje odgovoriti. Crayon je globalno IT podjetje, ki je na trgu že več kot 22 let. Naš slogan nekje od letošnjega leta se glasi, da smo vedno na strani strank in vam pomagamo pri različnih IT rešitvah. Če samo na kratko omenim, pomagamo vam pri nakupih programske opreme in pa licenc po ugodnejših cenah. Potem pomagamo pri selitvi v oblak, migraciji v oblak in pa upravljanju vaših IT okolij. Pomagamo vam pri vzpostavitvi sodobnih delovnih mest in pa pri kibernetski varnosti, ki je danes zelo pomembna. In pa tudi pri sami modernizaciji poslovanja in pa inoviranja na podlagi podatkovnih in pa AI rešitev. Ko govorimo o programski opremi, vam pomagamo zoptimizirati nekje programsko opremo oziroma vam pomagamo priti do prihrankov na dva načina. Eno je z ugodnejšimi nakupi, drugo je z optimizacijo. Poleg tega pa se pri današnjem tempu poslovanja, in ko se ta programska oprema oziroma licence nenehno spreminja, zelo težko slediti vsem spremembam in pa zahtevam, vam pomagamo pri pravilni uporabi programske opreme in skladnosti z licenčnimi pogoji. Crayon je po Gartnerju med vodilnimi na področju upravljanja s programsko opremo oziroma SAM, Software Asset Managementu. Pri tem gre za proces upravljanja in pa optimizacijo programske opreme, da je ta v najboljšem stanju, brez napak in pa licenčnih težav. Ko govorimo o oblačnih storitvah, tudi po Gartnerju nekje predvidevajo, da bo do leta 2025 kar 50% organizacij uporabljalo neko obliko storitev v oblaku. Zato vam pri tem pomagamo, svetujemo pri selitvi v oblak, in sicer se naredi na podlagi ocene zrelosti, kaj je primerno za oblak, in pa tudi ocene samih stroškov selitve v oblak in pa poslovnih vplivov na samo poslovanje. Če samo omenimo, se največ podjetij odloči za hibridna in večoblačna okolja. Hibridni oblak pomeni kombinacijo javnega in pa zasebnega oblaka. Omogoča vam, da izkoristite prednosti obeh modelov in s tem optimizirate delovanje in pa tudi same stroške. Pri večoblačnih okoljih pa govorimo o uporabi več kot enega oblaka za izvajanje poslovnih procesov in pa storitev. Takšen pristop vam omogoča, da izkoristite najboljše značilnosti različnih oblakov, hkrati pa zmanjšate tveganja povezana z izključno uporabo enega oblaka. Danes v današnjem svetu se zelo veliko govori o umetni inteligenci, pri Crayonu vam ponujamo rešitve, podatkovne rešitve in pa rešitve na podlagi umetne inteligence. Pri tem gre pa predvsem za zajemanje, analizo, uporabo podatkov, predvsem za izboljšanje poslovnih procesov in pa tudi samih odločitev. Če samo na kratko omenimo, so te AI rešitve lahko optimizacija proizvodnje, dobave, vzdrževanja, analiziranje strank in pa vedno bolj popularne so rešitve, AI rešitve, ki so pri nas poimenovane nekje SQData in pa tudi
Od lanskega leta je na voljo tudi Microsoft Copilot, za katerega ste zagotovo že slišali. Gre za AI rešitev, ki je namenjena samo uporabnikom Microsoft 365 aplikacij in ga lahko pri svojem delu dejansko uporabljajo in s tem zmanjšajo porabo časa za določene naloge in dvignejo produktivnost. Zadnja raziskava med IT oddelki je pokazala, da kar 95% podjetij ne optimizira svojih IT okolij. To je posledica tega, ker velika večina oziroma eden od 12 vprašanih niti ne ve točno, kako se učinkovito spopasti z IT optimizacijo in s tem povezanimi stroški. Največkrat je vzrok v pomanjkanju znanj, časa in pa tudi preglednosti na samo IT porabo. Poleg tega se pa gospodarstvo oziroma IT tehnologije nenehno spreminjajo, cene se dvigujejo in zato velika večina podjetij zelo težko nekako nadzoruje svojo IT porabo, kar pa posledično pomeni tudi višje IT stroške. Pri Crayonu je zato v našem DNA zapisano nekje IT optimizacija, gre za optimizacijo IT okolij. S takšno optimizacijo podjetjem povprečju prihranijo od 23 do 30%, zopet odvisno od tega, katere vendorje imajo in ostale zadeve, ki so s tem povezane. Takšna IT optimizacija se izvaja načeloma brez tveganja oziroma je plačilo zgolj po doseženem učinku. Skratka, ko se naredi optimizacija, če se najdejo prihranki, se potem tudi izvede plačilo, tako da je to, lahko rečemo, brez tveganja. Crayon ima močne strateške povezave z vsemi ponudniki programske opreme in pa tehnologij, med katerimi so največji Microsoft, AWS in pa Google in pa tudi ostali, ki jih tukaj vidite na sami prezentaciji. Toliko na kratko o samem Crayonu. Zdaj bomo šli pa kar na današnjo temo. Predstavila jo bosta moja sodelavca, Rok Zemljarič, ki je mednarodno priznan, večkrat certificiran IT strokovnjak. Pri nas je vodja storitvene ekipe, ima več kot 2 desetletji dolge izkušnje na lokalnem in pa mednarodnem področju, in to z področja načrtovanja, implementacije in pa tudi podpore infrastrukturnim rešitvam in se večinoma ukvarja z rešitvami v Microsoftovih okoljih. Luka Penko je naš cloud arhitekt, ima tudi pridobljen certifikat Certified Azure Expert, tako da vam bosta ona dva povedala veliko več o današnji temi, tako da predajam besedo Roku. Dober dan še z moje strani. Edino bi vas prosil, če mi date trenutek, da se jaz zdaj tukaj pripravim. In da tole sicer prezentacijo že vidite, add video from below, takole, dodamo še takole, a ne, sej, počasi bo pa tudi meni uspelo. Evo, dobrodošli še z moje strani. Kot je Mario že omenil, moje ime je Rok Zemljarič, jaz sem v podjetju Crayon zadolžen za vodenje izvedbene ekipe in bom danes nekako prikazal oziroma pokril to uvodno predavanje, ko govorimo dejansko nekemu uvodu v migracijo infrastrukture na Microsoft Azure storitve. Nekako bo to sestavljeno iz 2 delov, se pravi, jaz bom malo o tej migraciji povedal, malo kakšne opcije so na voljo, potem bo pa sodelavec Luka se dotaknil tudi malo bolj teh različnih orodij za migracijo v Azure, tako da boste videli,
kakšne so vse opcije na voljo, ki dejansko seveda ustrezajo različnim scenarijem. Če začnemo, mogoče na kratko uvod v Azure, verjamem, da ste večina vas, če ne kar vsi že slišali za Microsoft Azure storitve, nekako v naboru storitev, ki jih Microsoft ponuja, je danes že več kot 200 različnih storitev, ki jih dejansko lahko delimo na različna področja, se pravi, neke so rešitve čisto z vidika varnosti, neke rešitve so z vidika samega upravljanja, velik del, tudi to, kar je danes aktualno, je z področja AI-ja in neke napredne analitike, kot je Mario omenil, se pravi, marsikatero stvar se lahko uporablja, marsikatero stvar lahko danes uporabljamo iz Azurja, v različnih postavitvah, se pravi, ne govorimo vedno o obvezni migraciji v oblak, kdaj govorimo tudi o izkoriščanju različnih storitev v našem lokalnem podatkovnem centru. To, kar je sicer danes fokus, je seveda bolj usmerjen na sam infrastrukturni del, kjer bomo nekako se dotaknili predvsem tega computing dela, se pravi, ko govorimo o uporabi virov za infrastrukturo kot storitev, malo bomo pokrili, ker zelo super zraven paše, seveda tudi omrežno infrastrukturo, kakšne so se neke nastavitve, opcije, kaj se Azure ponuja z vidika networkinga, in pa na kratko tudi malce o samih diskovnih kapacitetah, kjer dejansko ne govorimo samo o diskih za virtualne mašine, ampak tudi nekih drugih opcijah, ki, tako kot sem omenil, se lahko uporabijo vse te stvari v različnih scenarijih. Za začetek, če se dotaknemo virtualnih strežnikov na Azurju, mogoče tista največja razlika, ki dejansko pride, bom rekel, v primerjavi z uporabo nekih virtualnih strežnikov v lokalnem podatkovnem centru, na neki lokalni virtualizaciji, je to, da so dejansko virtualni strežniki sestavljeni iz več posameznih komponent. Se pravi, procesor je svoja komponenta, svoj nek vir, ki ga ločeno upravljamo. Spomin je neka svoja komponenta, ko bom rekel, kreirate virtualni strežnik v Azurju, dejansko vidite vse te ločene komponente, tudi omrežna kartica se dejansko tretira kot nek ločen objekt znotraj tega virtualnega strežnika in vse te stvari lahko mi upravljamo in po meri prilagajamo, se pravi, hitro lahko dodamo še eno omrežno kartico v nek drug omrežni segment z drugimi nastavitvami, dodelimo javni IP, privatni IP, se pravi, bom rekel, lahko upravljamo in manipuliramo s temi stvarmi, kot želimo. Organizacijsko so običajno virtualni strežniki del tako imenovanih resource group, znotraj katerih lahko potem logično organiziramo naše vire. Se pravi, če bi potrebovali 10 virtualnih strežnikov na Azurju za namene enega projekta, lahko tisto resource grupo poimenujemo ločeno in imamo pač te vire organizirano v neki strukturi, ki je nam najbolj domača, najbolj, bom rekel, razumljiva z vidika, bom rekel, našega IT oddelka. Ko govorimo o virtualnih strežnikih, obstaja skupin teh virtualnih strežnikov in sicer se, bom rekel, tukaj niti niso navedeni vsi, nekako so ti virtualni strežniki prilagojeni našim potrebam. Se pravi, če govorimo, da rabimo
nek splošni virtualni strežnik, ki mogoče nima nekih velikih procesorskih zmogljivosti, velike potrebe po RAM-u, se lahko obrnemo pa pogledamo, kaj je na voljo v D-seriji. Če potrebujemo nekaj, kar ima mogoče več procesorske moči napram spominu, govorimo o F-seriji, in pa mogoče, če omenim še E-serijo, kjer je na število procesorjev oziroma jeder, ki jih izberemo, količina spomina toliko večja. Se pravi, bom rekel, lahko pokrijemo dejansko različne naše potrebe. Vse skupaj je, bom rekel, po moje več kot 150 nekih kombinacij, ki jih lahko uporabimo za virtualne strežnike. S tem, da bom rekel, ko kreirate to, je smiselno pogledati, bom rekel, tudi oznake, ki sledijo tem serijam. Se pravi, eni od strežnikov so mogoče, če rečemo oznaka D4, potem pa pride V1, V2, V3, to so lahko različne generacije, ki jih pač Microsoft vpeljuje z tem, ko širi fizične kapacitete v svojem podatkovnem centru. In glede na to, da so pač prihajajo novejši procesorji, bolj zmogljivi procesorji, večje količine RAM-a, se lahko hitro izkaže, da izbor nekega novejšega virtualnega strežnika je cenejši kot z istimi kapacitetami starejši virtualni strežnik. Tako da že ko kreiramo virtualne strežnike, moramo pač biti tukaj pazljivi, ker lahko tudi kar nekaj finančnih virov prihranimo v tem primeru. Če nadaljujem naprej, se pravi, Microsoft je v Azure storitvah se zaveda, da pač vsi uporabniki ne uporabljajo samo Microsoftove platforme, tako da je kar velika tudi podpora ne Microsoftovim operacijskim sistemom. Tele verzije so mogoče tudi že malce starejše, tako da so tudi kakšne novejše že na voljo, ampak vidite, da dejansko se lahko odločite tudi za Linux distribucije, ko govorimo o virtualnih strežnikih. Oziroma, ne samo to, obstajajo tudi druge rešitve, ki so osnovane, bom rekel, na neki Linux platformi, tako da tudi različne rešitve z vidika kontejnerjev, Azure Functions deluje na samem Linuxu, MySQL pa PostgreSQL sta na primer podprta. Se pravi, marsikaj je na voljo, kar ni vezano samo za Microsoftove operacijske sisteme. Se pravi, Microsoft se tukaj zelo trudi nekako čim bolj široko pokriti vsa različna okolja in pač ustrezno podpreti tudi te vire v samih Azure storitvah v oblaku. Če grem mogoče še malo naprej, se pravi, ni samo virtualni strežniki, ki so na voljo kot neka opcija v Azureu, na voljo imamo dejansko tudi tako imenovane Azure Dedicated Hoste, se pravi, lahko najamemo dostop do fizičnega strežnika, na katerem seveda potem lahko glede na naših potrebah ali uporabimo fizični strežnik v celoti ali na njemu potem vrtimo ločene virtualne strežnike. Se pravi, tukaj je zopet odvisno od naših preferenc, ampak v primeru, da bi imeli pač potrebo po dostopu do samega fizičnega strežnika, je tudi to omogočeno in tudi tukaj se razlikujejo te fizični strežniki glede na potrebe, ki jih imamo, kar se tiče same procesorske moči oziroma količine samega spomina. Ne glede na to, če uporabljamo fizični strežnik ali virtualne strežnike, je tudi v tem scenariju seveda pokrita vsa ta visoka razpoložljivost, ki mora biti zagotovljena, se pravi od fault domain do availability zone do replikacij med dvema data centroma, se pravi, tudi tukaj je zelo visoki SLA, ki ga Microsoft ponuja, tudi če pride do samega izpada fizičnega strežnika.
Ena od stvari, ki jih je kasneje Microsoft upeljal, pa je nekako, bom rekel, z zadnjimi dogodki, ko pač, bom rekel, z neko malo bolj takšno opazko, da želijo očitno Broadcom uničiti VMware tehnologijo. Microsoft tudi ponuja VMware strežnike v oblaku, se pravi, imate možnost v primeru, da bi se odločili seliti same VMware workloade v oblak. Prav tako dobite potem na isti način dostop do vCentra, se pravi konzole za upravljanje, kar dejansko pomeni, ne rabite, če imate trenutno pri sebi uporabo VMware, ne potrebujete izvajati nikakršne konverzije virtualnih strežnikov, ampak se dejansko lahko le-ti replicirajo v Azure in tam ostanete seveda tudi na VMware infrastrukturi. Za tiste najvišje potrebe, se pravi v primeru, da res potrebujete tako imenovane high performance računalnike, pa sta na voljo še dve dodatne serije, in sicer eno je H-serija, kjer je dejansko največje število jeder na voljo. Tudi zdaj so že virtualke večje od 60 jeder za eno virtualko, oziroma tudi platforma vezana na NVIDIA, kjer dejansko lahko dobimo veliko več GPU kapacitet, se pravi, če imamo kakršnokoli video procesiranje, kakšne hujše, večje obdelave grafik, dejansko nam tudi to Azure ponuja, se pravi, seveda ob ustreznem plačilu, ker če pogledamo tisto verzijo 2 NV-ja, dejansko so noter 4 NVIDIA Tesla vključene, procesor 24 jedrov, 448 GB spomina in pa do 3 tera lokalnih SSD diskov, se pravi, si lahko predstavljate, da to je mogoče finančni vložek malce večji kot za neko manjšo virtualko. Če nadaljujemo naprej, pa da ne bomo predolgi, pa mogoče malce pospešen zadevo, se pravi, ko govorimo o nekem celotnem vidiku omrežne infrastrukture znotraj Azure-ja, vam dejansko sam Azure omogoča kar cel kup nekih zaščit oziroma pač komponent, ki sestavljajo potem naše virtualno okolje v Azure-ju. Mogoče stvari, ki se jih danes ne bomo dotaknili, so predvsem zaščite z interneta, se pravi, vključene so seveda vse DDoS zaščite, kjer imamo možnost uporabljati tisto splošno zaščito za celoten podatkovni center oziroma glede na naše preference tudi neke bolj detaljne zaščite. Na voljo so razni web application firewalli, content distribution networki, se pravi, če imamo neko vsebino, do katere bojo dostopali za več različnih, ne samo lokacij, ampak mogoče tudi kontinentov, in pa seveda rešitve, kot so load balancerji in pa javni IP, se pravi, vse, kar lahko mi vzpostavimo z vidika neke zaščite v našem lokalnem centru, lahko takšne stvari seveda vzpostavimo tudi v Azure-ju. Če nadaljujem, se pravi, osnova, ki je potreben, bom rekel, prvi korak, enkrat, ko se odločamo za neke prehode ali pa vzpostavitve nekih storitev v Azure-ju, je seveda virtualno omrežje, ki ga dejansko, bom rekel, lahko delimo na različne komponente, se pravi, znotraj nekega IP range lahko kreiramo subnete, ga ustrezno segmentiramo, razdelimo, seveda lahko vključimo tudi DNS strežnike, s katerimi bomo upravljali IP naslove strežnike v okviru vsega tega in pač lahko segmentiramo omrežje čisto po naših željah. Ena izmed, bom rekel,
dodatnih komponent je seveda zagotavljanje povezljivost med različnimi virtualnimi omrežji, seveda običajno, bom rekel, so omrežja toliko segmentirana, da potem z nekim VNetom vzpostavimo povezljivost med različnimi in seveda lahko po želji zopet določene promete omejujemo, lahko delamo ločene tudi povezljivosti med samimi virtualnimi strežniki ali pa med celotnimi omrežji. To je, bom rekel, zopet stvar, ki je prepuščena nam, ko govorimo o pač nekih željah oziroma nekih posameznih potrebah. Ena od pomembnih komponent, ki jo je seveda potrebno tukaj omeniti, so network security grupe, se pravi pravila, kakšno povezljivost spustimo do ali posameznega virtualnega strežnika, do skupine virtualnih strežnikov ali do celotnega omrežja, se pravi tako imenovani neke pač port pravila, kjer dejansko lahko dodatno omejimo promet, ki poteka med določenimi strežniki. Če rečemo, na primer, da bi imeli v Azureu kakšno ADFS postavitev, je pač komunikacija med proxy strežniki in internimi strežniki potrebna samo preko 4.4.3 povezave, se pravi, lahko vse ostalo mirne volje blokiramo, lahko pa zopet iz določenih segmentov do teh strežnikov omogočimo remote desktop povezljivost, se pravi preko porta 3.3.8.9 in lahko pač seveda zatem tudi dodatno omejimo dostope do samih virtualnih strežnikov. Na voljo so tudi load balancerji, tako interni kot tudi zunanji load balancerji, se pravi, če imamo neke storitve, ki so obrnjene proti internetu za naše uporabnike, jih lahko ustrezno seveda tudi load balanciramo in v ozadju poskrbimo za večje število strežnikov, ki pač opravljajo neko funkcionalnost. Zadnje, pa seveda bom rekel tudi kar pomembno, pa je tudi povezljivost z lokalnim podatkovnim centrom, se pravi, ko se odločamo za neko migracijo ali pa tudi, če govorimo o vzpostavitvi nekih ločenih okolij v Azureu, v večini teh primerov pač potrebujemo neko interno povezljivost med našimi strežniki v podatkovnem centru in pa seveda med strežniki v Azureu. V grobem obstajata dva načina povezljivosti. Eno je seveda tisti klasičen VPN povezljivost, kjer lahko vzpostavimo od client to site VPN ali pa site to site VPN, se pravi neko, bom rekel, zaščiteno povezljivost, kar seveda potem tudi dodatno vpliva na konfiguracijo našega virtualnega omrežja v Azureu. Tukaj moramo vseeno pač upoštevati pravila na nivoju networka, da ne pride do prekrivanja različnih IP segmentov, ki jih uporabljamo. Druga stvar, ki pa prihaja tudi znotraj Azurea, pa je rešitev, ki se reče Express Route, kjer pa dejansko lahko zagotovimo povezljivost, direktno povezljivost z data centrom, ki je mogoče še malce bolj zaščitena. Tukaj pa sodelujemo, bom rekel, z ponudniki teh rešitev, se pravi, to so običajno telco providerji, ki lahko določene dedicirane linije preko javnega interneta zagotovijo za ta point-to-point network connectivity, ki nam omogoča seveda potem še večjo zanesljivost, višje hitrosti, manjšo neko latenco in pa tudi malo višjo varnost, v primeru seveda, da potrebujemo toliko teh nekih virov v oblaku in pač tisto povezljivost in pač komunikacijo podatkov, se pravi prenos podatkov, ki gre med obema podatkovnima centroma, je pač malce višja. Samo trenutek.
Sem že nazaj. Kot predvidevam, ste ugotovili, sem mičken prehlajen, kar je nekako primerljivo z tem vremenom, ki ga imamo zadnje čase. Tretja od teh komponent, ki jih pač želimo omeniti, pa je dejansko sama uporaba nekih diskovnih kapacitet v Azureu. Ravno z namenom, da vam bom rekel na hitro, pokažem, kakšne so različne diskovne kapacitete, ki jih lahko uporabimo, ki so običajno, bom rekel, za katere se običajno odločamo od tega, kakšne tipe podatkov želimo hraniti v Azureu. Zdaj lahko so to pač strukturirani podatki, nestrukturirani podatki in glede na to imamo na voljo različne storage, za katere se pol odločamo v različnih rešitvah. Tista glavna in najbolj osnovna so seveda Azure diski, kjer lahko glede na neke zahteve se odločamo med HDD diski, SSD diski, flash diski, se pravi odvisno kakšne IOPS performance potrebujemo, kakšne licence si lahko privoščimo, in ena oblika teh Azure diskov so tako imenovani managed diski, ki so dejansko sestavni del virtualnih strežnikov. Se pravi, tako kot sem v začetku omenil, imamo virtualno strežnik z različnimi komponentami, ena od njih je pač seveda nek disk, ki je dejansko upravljan potem direktno preko Azureja oziroma Azure virtualnega strežnika. Poleg nekega operacijskega diska lahko seveda dodamo tudi podatkovne diske, zopet odvisno od tega, kakšne kapacitete potrebujemo. V določenih primerih, če imamo, bom rekel, na voljo neke splošne podatke, se pravi, če bi rabili vzpostaviti ali pa mogoče preseliti nek file share, se pravi, če govorimo o nekem podatkovnem strežniku, kjer se nahajajo več map, večja količina podatkov, lahko to predstavimo tudi na Azure Files rešitev, ki je na primer, bom rekel, zelo ekvivalentna temu nekemu file shareu in nam olajša rešitev na takšen način, da ne potrebujemo nobenega strežnika. Se pravi, če imamo samo en strežnik, preko katerega delimo datoteke, dejansko ne potrebujemo nekega operacijskega sistema, lahko pa seveda te share potem uporabljamo na naših Windows klientih, na Linuxu, na macOS-u, odvisno od pač sistemov, s katerih dostopamo do teh datotek. Z kombinacijo tako imenovanega Azure File Synca pa dejansko lahko kombiniramo potem dostop oziroma povezljivost različnih Azure filov, tudi če imamo na različnih lokacijah datoteke, lahko tudi vzpostavimo sinhronizacijo, se pravi, v tem primeru lahko pač kombiniramo nek file share na Azureju z nekim file shareom lokalno, če različni ljudje dostopajo do različnih virov, se lahko pač ti podatki ustrezno sinhronizirajo. Druge rešitve, ki so tudi na voljo, so zopet malce bolj specifične. Ena izmed njih je na primer Azure NFS Service, se pravi, to je rešitev, ki jo ponuja NetApp na svojih diskovnih kapacitetah. Bom rekel, tisti, ki to uporabljate, vam je rešitev namreč zelo znana. Znotraj, bom rekel, NFS-a obstajajo seveda pol še dodatno razni snapshoti, kloni podatkov, ki jih lahko izvajate. In to je zopet ena od rešitev, ki jih dejansko Microsoft ponuja od drugih proizvajalcev znotraj svojega Azure podatkovnega centra. Zdaj, če se, bom rekel, dotaknemo malo nekih, kako naj temu rečem, izhodišč, zakaj bi šli v migracijo, se pravi, odločitve ali pa neki pomisleki, ki pridejo
zakaj bi bilo smiselno določene IT storitve seliti v sam Microsoft Azure, so dejansko razlogi velikokrat drugačni. Veliko smo videli, na primer, v primeru nekega end of sports scenarija je Microsoft, ko so se ukinjali Windows serverji 2008 R2 in kasneje 2012 strežniki, je Microsoft v Azure storitvi ponudil dodatne varnostne popravke za nadaljnje 3 leta, vkolikor se ti virtualni strežniki nahajajo v Azure podatkovnem centru. Se pravi, kljub temu, da je on-premise bil končan support, je Microsoft vseeno zagotovil podporo, če so se ti strežniki nahajali v Azure. Velikokrat so, razlogi za neko migracijo razne posodobitve ali zamenjava strojne opreme, pa se takrat lahko naredi neka TCO kalkulacija, ali je smiselno, iti v nakup nove strojne opreme ali mogoče najemati virtualne strežnike v Azure. Kdaj je pa, izhodišče tudi sama potreba po večjih kapacitetah, ki trenutno v nekem podatkovnem centru niso na voljo. Pri migracijah da Microsoft 2 bombončka, da se lahko pač stvari še dodatno pocenijo. Prvi takšen bombonček je Azure Hybrid Benefit, in sicer možnost uporabe Windows Server oziroma SQL Server licenc, ki jih imate danes na voljo, uporabe tudi v podatkovnih centrih v Azure. Kako to izgleda? Se pravi, če rečemo v primeru Windows strežnika, v primeru, da uporabljate Windows Server Data Center licence, se lahko določene licence, ki jih uporabljate v lokalnem podatkovnem centru, izkoristijo tudi za virtualne strežnike v Azure, kar pomeni, da je že sam strošek virtualnega strežnika nekih 40% cenejši, kot če ne bi imeli licence. Pri Windows Server Standard licencah je tukaj možno sicer uporaba licenc ali v lokalnem podatkovnem centru ali v Azure, se pravi, če je kakšen višjih licenc, ki jih ne uporabljate za standard, jih lahko izkoristite v Azure in zopet se poceni pač najem virtualnih strežnikov v Azure. Podobna zgodba je pri SQL strežniku, s tem so različni scenariji, glede na to, ali bi uporabljali pač SQL na virtualnem strežniku oziroma SQL kot platform za servis. Tukaj so pač ugodnosti tako za SQL Server Enterprise licence, kot seveda tudi za SQL Server Standard Core licence. V obeh primerih, se pravi pri SQL strežniku, vam zdaj tudi Azure Hybrid Benefit omogoča 180 dni tako imenovanega dual use righta, se pravi, da lahko uporabljate licence in lokalno in v Azure za 180 dni in niste v licenčnem prekršku. Drug bombonček, ki ga Microsoft ponuja, pa so tako imenovane rezervacije, se pravi za virtualne strežnike, za diskovne kapacitete, za določene druge storitve, ki so tukaj navedene, se pravi tudi dedicated host, backup kapacitete za različne SQL server instance oziroma platforme, se lahko komitirate, da boste pač to storitev uporabljali za obdobje 1 ali 3 let in se vam dodatno pač pocenijo stroški teh virov, ki jih uporabljate.
in nekako v kombinaciji enega z drugim pridemo do lahko kar občutnih prihrankov v primeru z tako imenovanim pay-as-you-go modelom. Se pravi, če bi plačali brez kakršnih koli ugodnosti, potem pa imate pač možnost uporabe licenc, izberete rezervirane instance in vam lahko, bom rekel, prihranki kar občutno prihranijo stroške pri najemu od Windows server virtualnih strežnikov do SQL server virtualnih strežnikov ali seveda tudi drugih rešitev. Če se vrnem nazaj na samo migracijo, se pravi, bom rekel, splošno obstaja kar nekaj teh strategij migracije, ki so pač seveda povezane z nekim stroškom, z nekimi investicijami in pa časom, ki ga je potrebno vložiti v neko migracijo. To je, te migracije, bom rekel, se vse začnejo na črko R, tako da tamle jih je sicer 5, nekako na samem grafu jih imamo 8, in to je pač neka stvar, ko bom rekel, se moramo odločiti, ko gremo v migracijo, kaj želimo doseči oziroma pač za kakšen scenarij se bomo odločili. Tisti najbolj pogost scenarij, ki se uporablja, je tukaj v levem spodnjem kvadratu, če mi ga bo pustil označiti, se pravi tukaj je rehost, kjer dejansko preko tako imenovane lift in shift migracije primemo nek virtualni strežnik in ga prestavimo iz lokalnega podatkovnega centra v podatkovni center v Azure-ju. To je nekako najhitrejši način, ki dejansko ne potrebuje nekih dodatnih investicij, vkolikor izpolnjujemo predpogoje za uporabo tega virtualnega strežnika v Azure. Se pravi, mora vseeno biti nek podprt operacijski sistem, neke aplikacije, ki so podprte, zato da pač lahko takšno migracijo izvedemo. V primeru, da bi šli mogoče v malo bolj kompleksne scenarije, kot so replatform, se pravi, da damo neko novo platformo, mogoče nadgradimo operacijski sistem, nadgradimo aplikacijo, že govorimo pol mogoče tudi o ne samih migracijah virtualnih strežnikov, ampak mogoče o migracijah aplikacij. Če govorimo o refactor ali pa o re-architecture, dejansko lahko gremo iz uporabe nekega virtualnega strežnika ali pa večjih virtualnih strežnikov na storitve, ki jih v Azure-ju ponuja Azure kot platform as a service ali pa software as a service, kjer dejansko ne potrebujemo več virtualnih strežnikov, kar pa seveda lahko pomeni, da določene aplikacije, ki jih želimo preseliti v oblak, je mogoče potrebno modificirati kodo, kakšne stvari prilagoditi, zato da bodo le-te podprte v Azure-ju. Vmesni scenarij, se pravi, enkrat, ko govorimo o software as a service rešitvah, vmes seveda pridejo rešitve, kot so razni kontejnerji, tudi na podlagi platform as a service rešitev, tako da teh migracijskih scenarijev je kar nekaj. Običajno, bom rekel, pri takšnih projektih se stranke odločijo za nek dvofazni pristop. Ena faza je pač, da se stvari spravijo v Azure za pač lift in shift migracijo, potem pa se določi neko daljše obdobje, ko se pač te stvari lahko na novo napišejo, prilagodijo novejšim tehnologijam, kot so kontejnerji, kot so microservisi, in se pač, bom rekel, skozi to obdobje še dodatno optimizirajo neki stroški, ki so v Azure-ju, ker takoj lahko prihranimo na licencah operacijskega sistema, SQL strežnikov oziroma samih procesorskih kapacitet oziroma spominskih kapacitet. Mogoče čisto na konec še,
kako, bom rekel, se običajno lotevamo skozi neke projektne faze te migracije. Se pravi, prvi in najbolj pomemben korak je celoten assessment, se pravi, da se pogleda, kaj imamo v našem okolju, kakšne strežnike, aplikacije, IT storitve, in da na podlagi tega naredimo potem plan migracije. Se pravi, drugačen način lahko selimo ali optimiziramo, ko govorimo enkrat o nekih Windows server vlogah, kot so domenski strežniki, podatkovni strežniki, neki web strežniki. Na drugačen način se bomo lotili posodobitev oziroma migracije storitev, kot so Exchange, SharePoint, ki na koncu grejo lahko v Office 365 storitve, oziroma na drugačen način bomo tretirali SQL strežnik, in pa seveda rabimo zelo dobro razmisliti in se odločiti, kaj narediti z kakšnimi aplikacijami, ki so prilagojeni nam po meri. Se pravi, lahko vzamemo Windows virtualni strežnik ali pa fizični, ga prestavimo v Azure, potem se pa lahko odločamo o optimizaciji aplikacije ali pa, bom rekel, vpeljavi neke čisto nove aplikacije. Optimizacija, se pravi zadnji korak, ki se nekako vedno vrti v krogu. Enkrat, ko stvari preselimo v Azure, imamo tudi tukaj na voljo cel kup orodij, s katerimi lahko upravljamo in storitve in virtualne strežnike. System center, bom rekel, ista skupina produktov, kot jih imamo v lokalnem podatkovnem centru. Potem je tukaj na voljo Windows Admin Center, s katerim lahko upravljamo tako virtualne strežnike kot fizične strežnike v lokalnem podatkovnem centru ali v Azureu. In pa seveda tudi velik nabor Azure storitev, med katere spada Azure Arc, Azure Monitoring, Azure Security Center, ki vsaka skrbi za določen spekter upravljanja, tega celovitega upravljanja IT storitev, ne glede na to, ali so to pač posamezne storitve ali so to virtualni strežniki. To bi bili to, kar se mene za danes tiče, tako da prepuščam besedo Lukatu. Če so kakšne vprašanja, ste seveda dobrodošli, da jih napišete v chat in jih lahko po Lukatovem delu tudi predebatiramo in odgovorimo. Luka, beseda je tvoja. Hvala, Rok. Ja, samo da se pripravim. Okay. Pozdrav vsem, sem Luka Penko, cloud arhitekt za Crayon Slovenijo. V bistvu sem tukaj odgovoren za dizajn, razvoj pa svetovanje za Azure storitve večinoma. V moji kratki delovni karieri sem tudi se ukvarjal z malo Microsofta in Office 365. Lahko pa rečem, da mi je Azure najbolj pri srcu, no. Danes vam bom predstavil, se pravi, glavnino orodij, katere nam Azure ponuja, da so nam na voljo za pomoč pri migraciji iz lokalne infrastrukture na Azure oblak. Se pravi, na prvi pogled lahko sam koncept migracije izgleda kot velik in kompleksen zalogaj, ampak Microsoft nam ponuja uporabna orodja, katera lahko zadevo pohitrijo in poenostavijo tako na on-premises, na lokalni infrastrukturi, kot tudi v oblaku. Danes sem za vas pripravil en kratek programček, večinoma sestavljen iz orodij, katere lahko najdemo v Azure Migrate Hubu ali pa centrali. Pogledali si bomo v bistvu, kaj sploh je Azure Migrate storitev konceptualno ter kaj vse zmorejo orodja v tem naboru. Imamo jih več, kakor jih vidite, se pravi Data Migration Assistant, Migration Service,
tudi migracijski asistent za spletne aplikacije, pa moj osebni favorite, Azure Data Box. Osebno zelo cool koncept. Se pravi, začeli bomo v bistvu s samimi orodji, ki se v bistvu koncentrirajo na samo ocenjevanje, na assessment, in potem bomo tudi šli na orodja, ki v bistvu lahko tudi fizično samo migracijo tudi sprožijo, jo nadzorujejo in potem tudi optimizirajo na strani clouda. Ok, torej nek sam overview Azure Migrate centrale. V bistvu nam ponuja tak poenoten migracijski hub za modernizacijo in optimizacijo storitev v Azure, ko v bistvu samo stvar preselimo. Vse tudi premigracijske postopke, kot so, se pravi, raziskovanje naprav, kot so strežniki, pa tudi sami programi in storitve, ki v bistvu se poganjajo na teh strežnikih, lahko oceni. Njegov framework v bistvu tudi dovoljuje integracijo veliko third-party orodij, se pravi, njegov use case, njegov v bistvu sklop moči tudi bistveno razširjen zaradi tega. Se pravi, na tem slajdu lahko vidimo storitve, s katerimi se Azure najbolje razume že out of the box. V bistvu se avtomatsko seveda integrira z 100%, kar Azure ponuja v svojem oblaku. Ponuja tudi site recovery integracijo, se pravi, lahko tudi backupe že sam v bistvu nekako oceni, evaluira in postavi. Podatkovne baze, se pravi tudi Java aplikacije, kontejnerizacijo in seveda tudi veliko različnih podatkovnih baz. Kar se tiče third-party integracije, podpira največ REST API, se pravi, če se lotimo razvijati nekaj svojega, lahko v bistvu to tudi integriramo z Azure Migrate, pa na koncu tudi z drugimi Azure rešitvami. Se pravi, kako pa malo bolj deluje ta Azure Migrate, v bistvu nam ponuja na Azure portalu nek sklop teh orodij, s katerega lahko začnemo raziskovati naše možnosti za migracijo. Konkretno nam posploši in pripomore tudi pri samemu nadzoru migracije, ponuja vpogled v trenutno obstoječo lokalno infrastrukturo, lahko sredimo migracije, ki je že v teku, lahko naredimo tudi celotni pregled, kaj se je migriralo, kaj je failalo, kaj se še more preseliti. Se pravi, imamo lahko pa tudi oceni strežnike, podatkovne baze, spletne aplikacije, pa tudi virtual namizja, se pravi, cele infrastrukture VDI-ja. Se pravi, tudi ima sposobnost, da nam v bistvu optimizira storitve, katere bo koristil za naše okolje v cloudu. Sposoben je priporočati migracijo iz virtualke, se pravi neke lokalne ali pa lokalnega fizičnega strežnika tudi na PaaS ali SaaS rešitev, se pravi platform as a service, software as a service. Nek najbolj pogost primer, ki sem ga jaz že videl, bi bil migracija SQL podatkovnih baz ali pa spletnih aplikacij, se pravi, namesto da postavimo lift and shift migracijo, da naredimo identično virtualko v Azure, nam v bistvu Azure Migrate tudi priporoča Azure SQL podatkovne baze, ki so pa tudi bistveno cenejše, kot pa če bi neko zelo močno in sposobno virtualko postavili v samem Azure. Še kakšen dober use case, ki ga lahko izpostavim pri virtualkah. Se pravi, kot je že Rok omenil v svojem delu, virtualke v Azure niso lih tako preproste za podstavitev, kot naprimer v lokalnem hypervisorju, kjer jim sam prosto po Prešernu, kolikor imamo kapacitete, lahko tudi določimo jedra, RAM pa disk.
ampak imajo določene parametre sposobnosti in so lahko zelo specializirani. Se pravi, v bistvu nam Azure Migrate tudi sploši ta del migracije, ker se nam rabi s tem toliko ukvarjati, saj nam bo pač s korektnimi parametri v bistvu, da bo stvar optimalno delovala, nam bo našel eno virtualko, ki točno za naše namene ustreza. Ok, se pravi, kako deluje sam discovery and assessment proces, se pravi, kako sploh začnemo na naši strani migrirati stvari. Najprej moramo na lokalni strani namestiti Azure Migrate agenta, se pravi, tega se namesti lahko, če imamo fizične serverje, ki so ločeni, ki niso pod nekim hypervisorjem, se jih agenta postavimo na vsak strežnik posebej, če imamo pa nek hypervisor, pa se lahko v bistvu postavi tudi direktno na ta strežnik. Na to zaženemo raziskovalno funkcijo agenta, katero poskenira se pravi vse strežnike, programe v teh strežnikih in podatke čez cel naš network. Seveda tukaj je treba par portov odprt, pa par pravic sami storitvi dodeliti, ampak to so samo podrobnosti. Ko v bistvu on vse omenjene informacije nabere, nam bodo te vidne v Migrate portalu in tam imamo res zelo lep pregled vsega, kar je on nabral. Se pravi, po samem raziskovanju se lahko naredi tudi Azure VM Assessment, se pravi ocenjevanje, kaj v bistvu hočemo narediti mi na Azureu, da nam bo ustrezalo napram temu, kar smo imeli na lokalni infrastrukturi. Ponujam nam pa dva načina ocenjevanja. En je performance-based, se pravi, v bistvu delo ocenjevanja glede na to, koliko je sama poraba vsakega serverja. Se pravi, če bo nek server, gremo reči, na polovici svoje procesorske moči, bo Azure priporočal neko rešitev, ki bo res efektivno in optimizirano pokrila samo ta workload. Se pravi, ne bo postavila identičnega serverja v cloudu, ampak nekaj bolj poceni, nekaj bolj ustreznega. Ima pa tudi lift and shift opcijo, kjer pa bo stvar 1:1 poskušala v bistvu migrirati gor v cloud, kjer pa tukaj pa se zna predstaviti kakšna malo bolj finančno zahteven izziv. Kakšni use case v bistvu so, se pravi, čisto, ko se podjetje odloči za migracijo v cloud, lahko tudi kakšne, se pravi, nabor medijev, na primer migracija kakšnih velikih podatkovnih baz, polnokrat se to uporablja, ali pa spletnih aplikacij, pa tudi SQL podatkovnih baz. Se pravi, sama migracija in potem tudi modernizacija. Kot sem že prej omenil, za nabor podatkov potrebujemo Azure Migrate agenta, ampak za pravo migracijo, da jo sploh sprožimo, pa rabimo tudi že sam Azure Migrate Appliance strežnik, kjer v bistvu bo, skozi katerega bo potekala sama migracija, katerega moramo tudi postaviti z določenimi parametri, kot razvidno na prezentaciji. Imamo opcijo migracije, se pravi, brez agenta tudi, ampak ta v bistvu obstaja samo pri VMwareu, je edina kompatibilna. Načeloma je pa treba, se pravi, s tem agentom tole preseliti. Na to imamo v bistvu bolj za namene migracije podatkovnih baz, podatkov na splošno, Azure Migration Assistanta. Se pravi, ta nam pomaga v bistvu preseliti in optimizirati našo data platformo. Je sposoben tudi
poskenirati in oceniti, če so kakšne nekompatibilnosti z našo lokalno rešitvijo proti tem, kar obstaja v cloudu, in zna jih tudi seveda rešiti. Priporoča tudi različne performance, pa se pravi backup rešitve. Lahko premaknemo z njim sheme, podatke, tudi se pravi relacije se ne zgubijo. Res je dobro orodje za ena na ena kopiranje sam neke SQL baze direkt gor na oblak. Kakšni use cases so, ja, seveda tudi, ko hočemo na našo lokalno infrastrukturo posodobiti na nekaj modernega, je zelo sposoben tudi to narediti med samo migracijo. Se pravi, tudi če imamo nekaj malo bolj staro infrastrukturo, jo on lahko posodobi, zoptimizira in na to nam tudi priporoča, kaj bo v samem cloudu obstajalo. Tako. Spravi, za večje migracije je pa bolj svetovano, da se uporablja Database Migration Service, ki je pa za bolj večje projekte namenjen. Kar se tiče Database Migration servisa, je nek fully managed storitev, ki je v bistvu narejena za to, da se migracija čim bolj gladko izteče, podpira seveda več podatkovnih virov in tudi v bistvu nikakor se ne vpleta v samo delovanje lokalne infrastrukture. Se pravi, kadar se dela sama migracija, ne bo nobenega downtima na vaši strani, ampak se stvar zna replicirati on the go, brez nekih motenj. Ima tudi vgrajen disaster recovery, se pravi backup in tudi restauracija iz tega backupa. To je malo drugačno orodje, kakor ga Azure Migrate ali pa Azure Backup v bistvu ponuja. Ta je prav specializiran samo za podatkovne baze, katerega se lahko direktno integrira že pri sami migraciji. Ne rabi ga na to konfigurirati, lahko ga že on the go. Se pravi, tudi ta prenos podatkov je zelo iz lokalne infrastrukture na cloud, je tudi varen. Security compliance je vedno pač posodobljen, vedno je na najvišjem standardu, tako da ni nobene rizike, da bi v bistvu naši podatki bili nekako po poti ukradeni ali pa skopirani ali kakorkoli. Ima tudi integracijo z Azure Data Studiem, kjer lahko v bistvu potem tudi naprej z našimi podatki se še bolj igramo, kakor smo se lahko na sami lokalni infrastrukturi. No, kar se tiče migracije samih spletnih aplikacij, tudi zato obstaja v Azure Migrate Hubu neko specializirano orodje. Kot vsa orodja tukaj je narejeno v bistvu za poenostavljanje in pomoč migracije .net spletnih aplikacij. Zna jih najti, zna jih oceniti, kaj vse bojo rabili. Vse naenkrat tudi lahko migrira, ni to ena na ena, ampak se lahko res veliko število klasterjev preseli na Azure. Lahko jih tudi nadzorujemo med samim delovanjem, med samo migracijo in tudi potem naprej. Ena opomba, ki je v bistvu vredna omembe, je, da ta storitev zna samo migrirati v Azure App storitev, se pravi, ne bo kreiralo virtualke ko se migracija konča, ampak bo migriralo direktno v to storitev, ki je pa v bistvu platforma za servis storitev. Se pravi, tudi ta Web App Migration Assistant deluje v bistvu v sklopu Azure Migrate agenta, se pravi, tudi tistega potrebujemo imeti nameščenega, da lahko on v bistvu poskenira naše omrežje.
in najde vse spletne aplikacije. Ok, Azure Databox. Ta je res super zadevca. Je v bistvu storitev, fizična bolj, no, ki je v bistvu bila narejena zato, da lahko res ogromne količine podatkov prenesemo na Azure z najmanjšo ceno, no, ker Azure v bistvu tudi zna zaračunati za input podatkov v Azure. Se pravi, če imamo res več terabajtov, več petabajtov, je lahko ta cena ogromna in v kakšnih primerih tudi, mislim, zelo počasna. Zato Azure ponuja fizičen prenos podatkov. Se pravi, ponuja različne velikosti, ponuja tega Databox, do 100 terabajtov Databox disk, za 8 terabajtov, seveda jih lahko naročimo tudi po več paketov, se pravi, Databox diskov se lahko naroči tudi do 40 naenkrat in Databox Heavy. Vse te naprave so tudi v bistvu enkriptirane, tako da tudi, če se karkoli zgodi med samim fizičnim transportom podatkov, je to še zmeraj zelo varna stvar, kar se tiče samega pobega podatkov. Kakšni use cases so v bistvu, se pravi, enkratne migracije. Večinoma imamo v takih primerih edinokrat tako ogromne količine podatkov, seveda nekatere večje firme, večja podjetja uporabljajo tole tudi za letni backup, na primer preseliti v oblak in tako naprej. Ja, to je v bistvu tole. Nisem se spuščal neke grozne detajle, saj je tukaj polno stvari, no. Ampak, če bojo kakšna vprašanja, jih z veseljem odgovorim. Ok, hvala Luka. Zaenkrat nimamo vprašanj, tako da bi jaz naredil kar zaključek tega današnjega webinarja. Ok. Kar bi želel na koncu samo povzeti, so storitve, ki jih Crayon ponuja, oziroma katere so naše storitve, kjer vam lahko pomagamo. Vemo, da so IT okolja v današnjem svetu postala zelo kompleksna, zato smo pa tudi, da vam pomagamo, in sicer pri programski opremi, pri nakupih programske opreme po cenejših oziroma ugodnejših cenah, potem pri sami selitvi v oblak, o čemer je bilo danes govora strani Luke in pa Roka, se pravi, kaj ponuja Azure oblak, kako zadeve migrirati. Potem naša četrta storitev oziroma tretja storitev je IT optimizacija, se pravi optimizacija celotnih IT okolij, skratka, da zadeve delujejo optimalno, da delujejo v skladu z licenčnimi pogoji in pa tudi, da se nekje pogleda stroške oziroma se jih zoptimizira, kot bi kje sredno IT hiši, pa lahko rečemo, da imamo tudi AI rešitve, skratka od Microsoft Copilota do prilagojenih AI rešitev, kjer lahko te bistveno pripomore k izboljšanju produktivnosti in pa prihranku časa v vašem podjetju. Za konec bi vas želel povabiti na naš sledeči dogodek, ki bo nekje čez en mesec. Gre za regijski dogodek v Varšavi, Cyber Security Forum. Dogodek bo nekje povzemal veliko tem z umetne inteligence oziroma povezave umetne inteligence in pa samih rešitev kibernetske varnosti. Kot sem rekel, bo dogodek v Varšavi in pa bo tudi online, se pravi streaming online, tako da ga boste lahko spremljali preko online kanalov.
nekje pa predvidevamo tudi pri prijavah iz Slovenije, da bi naredili skupno spremljanje v naših prostorih, kjer bi lahko se dejansko malo med seboj pogovorili, spoznali, podružili in pa seveda ta dogodek spremljati skupaj. Za konec se zahvaljujem Roku in pa Luki na dobri predstavitvi in pa predvsem za vaš čas. Pišete nam lahko na info.si@crayon.com, lahko nas poiščete na LinkedInu, kjer se povežemo in sledite tudi Crayonu na LinkedInu, tako da še enkrat hvala za vaš čas in pa do naslednjega webinarja. Se vidimo.